Preden bom odgovarjal na vaše vprašanje, je točka dnevnega reda danes na vladi, ki bo prav gotovo v naslednjih 2 ali 3 mesecih zbudila in upam vzbujala dovolj pozornosti slovenske javnosti. Gre za konsekvence odločitev, ki smo jih predsedniki vlad in držav Evroskupine sprejeli iz noči, iz petka v noči, iz petka na soboto prejšnji teden. Gre za tako imenovani pakt za evro, v katerem je cela vrsta sklepov in usmeritev. Eden od bistvenih sklepov je, da vlade pripravijo načrt ukrepov, obveznosti, ki jih bodo prevzele nase, zato da bodo cilje tega pakta za evro tudi izpolnile. Nekatere države, ki nimajo tako zapletenega domačega postopka, kot ga ima Slovenija, utegnejo prve konture teh obveznosti predložiti že na svetu Evropske unije, ki bo prihodnji teden, no zaradi domače procedure, ki pri nas terja tudi odločitve na seji vlade in v državnem zboru, to ni mogoče. Zato bom jutri sodeloval na seji odbora za finance in seji odbora za evropske zadeve v državnem zboru. Poslanke in poslance bom temeljito informiral o sklepih, ki smo jih sprejeli v okviru pakta za evro. Prosil jih bom, da se temeljito posvetijo temu dokumentu in da skupaj z vlado pripravimo načrt obveznosti, ki jih bo za konsolidacijo javnih financ in vse druge ukrepe, ki jih predvideva pakt. Ta je nastal na osnovi pobude pakta za konkurenčnost oziroma tako imenovani nemško-francoski pobudi, za katere menimo, da jih v enem letu lahko izpolnimo. S tem bi seveda zagotovili, da Slovenija ostane na varni strani radarja, ko gre za utrip finančnih trgov glede sposobnosti držav, da se kosajo za izzivi globalne finančne in gospodarske krize. Zaenkrat je Slovenija, kot rečeno, na varni strani, tam želimo tudi ostati, zato sem se odločil in danes so se ministri s tem strinjali, da bomo o naših obveznostih vodili ne samo formalen postopek skozi odbor za evropske zadeve in za odbor za finance, ampak da se bomo o tem posebej posvetovali, preden bom šel z njim na naslednje zasedanje, ki bo pa finalno, tudi z socialnimi partnerji in z opozicijo. Razmišljam tudi o možnosti, da bi glede tega sklical tako imenovani razvojni dialog, te konference poznate. Mogoče je prav pakt za evro z vsemi konsekvencami, ki jih zahteva od držav za to, da ostanejo v evru in da imajo stabilno javno finančno sliko, prava platforma za debato o razvojnem soglasju Slovenije za prihodnost. Prosim, sem vam na voljo za vprašanje.